Vsi, dragi bratje duhovniki, tukajšnji pred vama Izidore Narženi, dragi stiški menihi, dragi bratje in sestre, ki ste prišli sem v stiško baziliko z vseh koncev naše nadškofije, da bi v tem svetem veku kot župnijski sodelavci, kot povezali svojo krajevno cerkvijo, odpravili svetoletno romanje v tej svetoletni cerkvi. Ko sem premišljal o Božji besedi, sem najprej pomislil, da ta zaključek pisma Ljubljane smo kar nekaj časa sedaj prebirali pri vsakdanjih svetih mašah, najbrž ne bo nagovoril Božjega ljudstva. Vso to naštevanje imen od Priske in Akvila, pa vse dogaja in vseh tistih, ki so sodelovali z apostolom Pavlom, da so to imena, ki nam niso blizu, da so to časi, ki nam niso blizu in da ni posebnega sporočila, ki bi se ga lahko na tem svetoletnem rovanju oprijeli. Pa vendar mislim, da nisem imel prav. Pavel se zahvaljuje celi vrsti ljudi, pravzaprav množici, od katerih nekatere imenuje še več ne, ker govori tudi o različnih cerkvah, ker ne navajam nobenih imen, ki so bili njegovi sodelavci pri odrevanju evangelija Jezusa Kristusa pri delu odrešenja. Mi smo danes v stiški baziliki zbrani pred zahvalno nedeljo. Dekoracija pred Galitem Mordarjem nas spominja na to hvaležnost, ki jo moramo vedno znamo obuditi v sebi, da začnemo življenje sprejemati in razumeti kot dar. Zato sem rekel, da ostane na ta imena. In naj bodo spodbuda našim ljudem, vsem vam, dragi bratje in sestre, da premislite, katera imena so v vašem življenju pravzaprav v isti vlogi poznanjevanja vere, utrjevanja vere in potem tudi poslanstva kristjana, ki s to vero, ki jo je prejel, vstopa v svet. Z verom smo obdarjeni in vero so nam podarili. Pravi Pavel v drugem pismu Timoteju, tako lepo, veš, kdo ti je dal vero. In ostani zvest tej veri in bo zelo konkretno omenil babico, Loido in mamo, Evniku. Od njiju si je učil verovati. In vi, dragi romani, upamo o tem koncu prvega četrtletja stoletja, 21. stoletja. Od koga ste se vi učili verovati? Zelo na mestu je, tako v tem svetem letu, kakor sedaj o zahvalni nedelji, da premislimo, kdo me je učil verovati, kdo me je učil moliti, kdo me je učil zvestobe in da sem hvaležen. Hvaležen ne samo z enim spominom, s pobožnim spominom, morda z enim oče našem, morda z daritvijo svete naše. Ne, hvaležen na tisti način, ki je zahteven. Hvaležen svojim življenjem, hvaležen svojo zvestobo. Če bi vsak izmed nas premislil, kako so nas učile verovati in moliti naše stare mame, pa naše mame. In če v tem premislimo, ki sem jaz danes,
leta, da se vsak vrne k svojim rodbini in k svojem imovini. Vrniti se k svojim rodbini, vrniti se k veri vseh tistih, ki so verovali pred nami, da moramo mi verovati danes. Vrniti se k tej veri zato, da bodo tisti za nami jutri mogli verovati. Ker je Bogu ne bomo zapustili samo nekih bežnih, lepih pismi, ampak je bomo zapustili pričevanje življenja. Trdno zasidrano v Jezusa Kristusa in povezano z vsemi verodočnimi pred nami. In tudi so vsemi verodočnimi z nami. Nihče izmed nas ne veruje sam. Ne izpoveduje vero v Očeta in Sina in Duha sam. Nihče izmed nas ne hodi po poti odrešenja sam. Kolikokrat je to ponavljal papež Frančišek. In zato, dragi bratje in sestre, je v tem zgodovinskem trenutku in ob današnjem evangeljskem odlomku izjemno pomembna moja odločitev. Ne moremo se prepustiti valovom, vetrovom, ideologijam, ki pihajo, ki vesaljajo okoli nas. Ne moremo. Ne smemo, če smo Kristusa. Ne smemo. Ta duh, ki hoče zmehčati vse, kar je možno, da bi za nas postalo sprejemljivo to, kar je od tega sveta. Pravi Jezus Kristus, ne morete služiti mamonu in tukaj ne gre samo za denar. To je vse tisto, kar nam vpliva, kar je lahko, kar ugaja naši komodnosti. Vse to je malo. In ne moreš ugajati svojim lagodnosti, komodnosti, svojim strastem in govoriti, da si razbožen. Nisi. In ne boš. Ne moreš služiti tema gospodarja. Ali boš enega ljubil in drugega sovražil. Boš enemu služil in drugemu nasprotoval. Bog in hudič nimata skupne točke. In če mi mislimo, da lahko služimo Bogu in odpiramo vrata Satana, se strahotno motimo, kakor sta se zgodila naša prastarša v raju in kakor se zmoti vsako, ki začne popuščati in šepetovanju hudega duha. Tam je šlo za tisti sad spoznanja dobrega in hudega. Danes gre za Božje zapovedi. Ponovno, takrat je šlo za Božje zapovedi. Pusti spoznanje dobrega in hudega pri miru. Sicer boš doživel smrt. Danes rušimo Božje zapovedi. In po drugi strani nam to prikazujejo pomenje, kar je človekoljubno, kar povečuje človekovo dostojanstvo. In še toliko takšnih mehčalcev naše vesti, naše zavesti. Poslušamo iz dneva v dan, iz ure v uro. In pa povem, da nismo imuni pred tem. Nihče izmed nas ne. Moraš biti zares zasedren na Bogu, živeti iz Boga, da vsakič znova spoznaš lažljivost teh prijaznih, simpatičnih besed o pomoči, o prostovoljnosti, o dostojanstvu, gre za pomoč pri smrti. Pa nekaj kašnekoli smrti, pri samomoru. Pa se ne bo končalo tukaj. In samo, če bo Bog zame zares, če v tvojem življenju Božja zapoved ne ubija,
velja absolutno. In tukaj lahko danes tukaj v stični pred žalostno Materjo Božjo, ona ve, kaj je trpljenje. Ona ve, kaj je trpi v njenem naročju. Mrtev sin v njenem naročju. Ona ve, kaj je bolečina žalujočega srca. In ve, kaj je sočutna. Tej upodobitvi reče tudi sočutna. In samo, če bomo živeli iz tega sočutja, kakršnega nam kaže Marija, kakršnega nam kaže Bog, ko se stane vsakega izmed nas, potem bo zapoved ne ubijaj veljala absolutno in ne bomo rekli, ja, seveda velja, ampak. Ko rečeš ampak, ali pa to, da je konec Božja zapoved ne ubijaj, ne velja več. Odprl se tista vrata, hudiču in je držamo prišepetovanje, po katerih, skozi katerem v življenje vstopa smrt. Kakor se je zgodilo v raju, ni drugače danes. In zato je to sveto leto in današnje svetoletno romanje, dragi bratje in sestre, brez priložnost, da se odločimo. Jožef je, ko so prišli v egiptovsko deželo, zbral rodove skupaj in rekel se, da se to odločili. Boste služili bogovom, kateri so služili naše očetje, on preveril to, boste služili bogovom naše okolice in končali. Jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu našemu Bogu. Odločimo se za Boga, za njegovo besedo, za njegovo poslano. Tudi za ceno preganjanja, tudi za ceno zasvetovanja. Kajti Božji smo, odločili smo se za to. In iz stične bomo odšli. Danes domov vsako svojo družino, v nedeljo mnogi izmed vas po svojih službah šli bomo kot kristjani. Šli bomo kot tisti, ki jih Jezus tako apostole pošilja. Pojdi in naredite vse narode za moje učence. V Beredu pojdi in pokaži, kaj pomeni verovati vam, verovati v Jezusa Kristusa. V njega, ki je dal življenje, zato da bi mi živeli. Priče tega Boga ste v svetu. Poslani, da oznanjujete njegov evangelij, odrešeni in da ljudem pokažete, kako čudovito je življenje, kako neizmerno vredno Božje učenje. Čeprav ga človeška računica razvrednoti na nekaj evrov, na nekaj penzij, na nekaj stroškov za zdravila. Bog gleda drugače in kristjan gleda drugače. Naj nas to svetoletno romanje utrdi v veri, naj nas pokrepi v upanju, da bomo zares ljubili. Nevšečno, ampak s tisto ljubeznijo, ki vztraja, ki ne pobegne, ne v smrt, ne v osamljenost, ampak vztraja.